Spet midva, Srebrousta pa Svetovit tukaj. Dobrodošli spet v najini kuhinji. Pripravila bova palačinke. Fajn so, ker jih imate lahko in za zajtrk, za kosilo, za večerjo zaradi mene. Noter nafilate, kar vam paše. Jaz bom dala noter eno celo banano, pa eno vilico kikirikijevega masla. Tale imam zdaj. Ali pa rokovo kikirikijevo maslo je tudi v redu. Samo gledajte, da res nima soli, pa da ima čim manj sladkorja. Jaz bom zdaj naredila brezglutensko varianto, brez jajca in brez kravjega mleka. Zato, ker na začetku, ko smo uvajali, pač tega nismo še dajali. Rabili bomo eno skodelico, obično šalico, ne vem, do tukaj, tako da vam ostane za en prst placa. Ali pa eno merco, brezglutenske moke, jaz imam tole Mix C, naj bi bila za sladice dobra. Potem eno šalico pa pol tega rastlinskega napitka, mleka, se pravi skodelico pa pol tega. Če že imate kravji mlek uveden, date 2 skodelici unga. Namesto jajca, da videla, date jajc, bom dala pa laneno seme, imam tule. In sem že vnaprej si pripravila, no, zmlejete eno žlico zmletega tega semena, jaz uporabim kar nek kavni mlinček, eno žlico mletega lanenega semena, zmešate z 2 žlicama pa pol vode, pustite mičken stati in dobite en tak sluz, evo. In to je v bistvu nadomestek za jajce, zelo fajn zveže se skup. Je pa laneno semo super vir magnezija. To zdaj, če vas zanima še kakšno tako super živilo, je sezam, poln kalcija, isto če ga zmlejete, boljša absorpcija. Tako da za mamice, doječke predvsem super, ker nam otročki toliko poberejo. Jaz dodam še eno žlico olja, lahko date, ne vem, bio, kokosovo, nerafinirano, ne vem kakokole. Je pa fajn, da je tekoče, no. Meni se ni glih dobro išlo s tistim nerafiniranim, ker stane take grudice, ki se pol še na polni stopijo. Tle sem si pa tudi pripravila malo že olja za mazati pa eno papirnato brisačko. Tako da to je to. Najboljše, da se lotimo dela. Takole, ena šalica moke. Jaz jo vedno presejam, sploh zdaj, ko za tamaga delam, pa ne dodajam soli, da ne pride grudičasto vse skup. Se pravi šalico pa pol tega mleka ali napitka, kakorkoli mu rečete. V bistvu je samo v razmerih, vi lahko date manj, mislim, ni treba šalica, lahko je, ne vem, galona ali karkoli pač uporabljate za merce. Važno je tlele razmerje. Jaz dobim, koliko pa res dobim? Ene 4-5 palačink ven iz tega. Od tega on poje eno, pa jaz tam nekaj 3. In pa še tale jajčni nadomestek ali pa pač en jajc, tisto, kar vam paše. Palačinke so zelo fajn stvar tudi za uvajati jajc, ko sem ga jaz uvedla, pač dala sem en jajčno maso, namesto tega lanenega semena. In isto potem z kravjim mlekom ali pa z belo moko z glutenom. Zdaj bo pa samo to Fabio zmešal. In vmes grem lahko delati druge stvari, recimo pospraviti vse te nočke. Tole je zdaj moja postaja, tamle imam za odlagati palačinke, jih bom potem pokrila, da bodo bolj mehke, ker bodo zadrževale vlago. Tole je masa, Fabio je super opravil svoj del, pa dajmo pogledati. Pravijo, da so otrocke palačinke, da ta prvo zmer zaribaš, tako da držimo pesti, da nam rata, tako s palačinko, kakor z otrokom. Dajmo probati tole obrniti, robovi so rjavi. Evo, uspela bo! Evo, uspelo nam je speči 4 palačinke, lahko bi 5, sam se mi ni dal. Zdaj, kako jo ponudite, lahko pač tole narežete na pol, pa na kose, približno toliko debele, kot vaš prst. Jaz bom pa pač mozrolala, tako kot jih tudi jaz jem, pa tale namaz, s peščano banano z
kikirikijevim maslom imam jaz, lahko date tudi sam banano noter, mislim, karkoli. Vam pač najbolj paše, jaz odkar sem probala tole, je tudi meni najbolj všeč. Tako da mu zaravnam. Jaz sem obrnila kupček, se pravi, dajem uno, ki je bila prva pečena, da se ne bi spekel. Tako. In zdaj bom zmerila svojim prstom, kakšne kose mu bom dala. Pa če je tlele karkoli tazga, pošla ga, pol jaz pojem. Meni ponovadi ostanejo taj ostanki. Meni ostanki je. Ja. In mu dam pač na mizo. No, nije. Zdaj pri takih stvareh mu niti krožnika ne dajem, ker se mi zdi škoda, ne? Kdo bo pol to pucal. Ja. Evo, pojedu bo verjetno eno, tako da eno mu pripravim že vnaprej. Ostalo pa jaz. Seveda je večja verjetnost, da bo otrok jedel, če vidi vas jest, če vi jeste zraven njega. To je tudi ena od prednosti tazga načina uvajanja hrane, da ne rabim zdaj se jaz tle njemu posvečati, pa mu v usta dajati, ampak lahko zraven normalno svoje jem. Mislim, seveda ga moram gledati, ne? Tako da tudi vi bodite vedno zraven, ko otrok je, če se hrani sam sploh, da lahko ukrepate v primeru, da bi do česarkoli prišlo. To je to, v bistvu, evo, kaj rabite za uvajanje hrane z dojenčkom. Tako da to je to, upam, da vam je bil video všeč. Če vam je bil, dajte stisniti ton prst gor. Če imate še kakšno vprašanje ali pa bi mi radi kaj povedali, kakšno idejo, kaj bi radi videli v naslednjem videu, mi napišite v komentar dol. Če pa mislite, da komu tole še prav pride, pa podelite srečo naprej. Se vidimo kmalu!